Star, jaz grem skoraj staviti na tale set kovčkov, stare tukaj nov polo, vprašam. Ok, next stop Volkswagen koncern. Dajmo pogledati, kaj zanimivega so tokrat pripravili, pa dajmo začeti kar pri najhitrejših, pri Lamborghiniju. Zdaj pri Lamborghiniju sta prah dvignili dve stvari. Prva je bila tista, v kateri so čisto vsi govorili, sicer da tukaj letos ni hostes. Lamborghini, brez hostes, are you kidding me? Pravijo, da se je s prvim možem podjetja zamenjala celotna ekipa, tudi tista, ki je vse skupaj organizirala na avtomobilskih salonih, in ti so malo pozabili na dame. Druga stvar, o kateri ljudje govorijo, je pa tale oranžen avto za mano. Gre za Huracana in sicer izvedbo performante. Vidiš, tale avto je par dni nazaj postal najhitrejši serijski avto na Nürburgringu. Je pa vse skupaj malo shady, ne? Zato ker Lamborghini trdi, da je šel avto okoli v 6 minutah, 52 sekundah in 1 stotinki. Vsi drugi pa pravijo, da so mogoče malo golfali. Gume, manjša teža, pa še kupenih stvari, ki so zelo tako v meglo zavite. No, ampak kakorkoli priznati moramo, da avto zgleda dober, a je hiter toliko, ki pravijo, da je, ali ne. Jaz sem pripričan, da je hiter, če si pa upravičeno lasti rekord, no ja, to pa konec koncev ni moj problem. Pa všeč mi je, da ni preveč načičkan, ker dajmo priznati, Lamborghini zna tudi preveč načičkane avto narediti in to tale definitivno ni. Kaj pa tale marmor look tukaj zadnji? Sploh ne vem, kaj je to, ampak zgleda pa kar zanimiv. Stari, se ti zdaj bavaš, je tole metul. Ta prav je. Kaj modelček, a se zgubil, ali se imaš fajn? Je pa tako, ne, Lamborghini pač letos nima hostes, ima pa šmija. Zdaj pa vprašanje, če bo možakar opazil metuljčka ali ne. Ok, metuljčki gor dol nima veze, gremo mi na Porsche, prav. Ta prva stvar, ki jo probam ugotoviti, zakaj je Porsche svoj razstavni prostor ugradil s tavžen majhnimi steklenimi ograjicami. I don't get it. Vidiš, ko folk čez stopa, non-stop. Porsche je predstavil par zanimivih stvari, med drugim tudi tole Panamera Sport Turismo, ki je taka mal posebna, pa verjamem, da ima tudi zelo uporaben kufer. Se vidi za ti, če si mnenje ustvarite sami, ampak mene, če sem čisto iskren, tukaj pri Porscheju malo bolj zanima en drug avto. Njihova največja zvezda je namreč prenovljeni GT3 in to z razlogom. Zdaj pustimo tiste male kozmetične popravke, ta velika novica je, da se je v ta avto končno spet vrnil ročni menjalnik. Ker se pa drugih novosti tiče, namesto 3,8 litrskega motorja ima zdaj 4 litrskega, to je enak motor, ki poganja tudi Carrero GT3 RS. Avto je z novim motorjem pokasiral še 24 dodatnih konjev, tako da zdaj jih ima okroglih 500, do 100 pospešil 3,4 sekunde, končna hitrost je pa 318 km/h. V bistvu tako, če imaš ročni menjalnik, je ta pospešek za pol sekunde slabši, to se pravi ni 3,4, ampak je 3,9. Porsche je pa mečke na pimpo tudi kabino. Kaj se mi pa malo neumen zdi, ne? Tukajga hypa so zdaj naredili, da ima ta avto spet ročni menjalnik, ampak tale, ki je pa razstavljen, tukaj ima pa valjda samo enega. Ajde, nadaljujemo recimo gremo k Audiju. Veš, pri Audiju so taki strokovnjaki za izpostavitev svojih avtov. Vse zgleda tako nulo, da imaš feeling, da je vsak avto nov, v resnici imajo pa samo 3 večje novosti. Ta prva je tale RS3 Sportback, za katerega moram reči, da zgleda kar opasan, še posebej všeč so mi pa sedeži, le to. Lušten vzorc, ne? Ampak to ni tista stvar, ki smo jo sam prišli pogledati. Gremo naprej. Tole je ta nov RS5, tu ta zgleda kar zlobno, ampak tudi ta ni tist, zaradi katerega smo tukaj. Ta je tist, ki sem ga hodil pokazati. Audi Q8 Concept, v bistvu je Audi ta avto v modri barvi sicer pokazal že v Detroitu, ampak ta je drugačen, ta je hibrid. Pa ne samo to, tale avto valjda napoveduje tudi serijskega Q8, ki ne bi prišel leta 2018. Avto zgleda zelo impozantno, tako. Ogromen je, pa res ti pade oči, pa ne samo zaradi rumene barve. Kar je pa najboljš pa vsem skupaj je pa to, da Audi obljublja, da ne bi imel serijski avtomobil praktično enako obliko. 80% delov ne bi bilo enakih. Kaj pa detajli? A misliš, da bo to tudi serijo prišlo? Pismo, nisem čisto prepričan. Lej, takole zgleda vse skupaj. V bistvu avto zgleda kot en SUV coupe. V nosu ima V6, prisilno polnen s 450 konji, tukaj v kufru ima pa 17,9 kW baterijo. V bistvu gre za tak zelo blagi hibrid. Pa še dve stvari sta zanimive. Audi obljublja, da ne bi imel tale avto 1200 km doseg. Tema. Ajde, doseg gor ali pa dol, ne. Mene pa bolj zanima ena druga stvar in sicer tale koncept je opremljen s 23-colskimi platišči in pri Audiju pravijo, da se jih bo dal doplačati tudi takrat, ko avto pride v serijo. Zate ne vem, ne, ampak ko začnem gruntati, koliko bojo koštale gume, me kar malo zmrzi. Nasprot Audijevega štanta, klasika, Bentley, pri njih mi je predvsem všeč tale kulisa zadnji, ki je res tako okusno speljana. Pač kaj vedno ful hecam tukaj pri Bentleyju, ne? Zato ker njihova klientela je taka pač dosti specifična, zelo bogata in čisto vsakič, ko se sprehodiš med avtomobili, vohaš drag parfum. Kaj pa ta set kovčkov, le to? Star, jaz grem skoraj staviti na tale set kovčkov, stare tukaj nov polo, vprašam. V bistvu gre tukaj za piknik set, lej. Tukaj le noter je odejca, tukaj le noter je pribor.
pa šalčke. No, gospod, odprite. Tukaj sta pa šampanca pa 4 kozarci. Če vzameš tole Bentaygo s paketom Maliner, to se pravi, to je taka še malo bolj hoh varianta, dobiš ti s paketu kufru zraven serijsko. Tudi če kupaš navadno Bentaygo, lahko tale set doplačaš, stane pa 25.000 evrov. V bistvu sem se zmotil, ne? Zadeva ne stane tako kot en polo, ampak kot en tak dober opremljen golf. Some people. Škaj se od tega Bentleya kar ne moram odlepiti. Le, kakšen lep kabrio so pokazali. V bistvu je roadster, ni kabrio, zato ima samo 2 sedeža. Ok, gremo naprej, na vrsti je Škoda. Pri Škodi je pa tako, pripeljali so Kodiaka, kar ni v bistvu nič novega, je pa tale Rapid Spaceback zdaj prenovljen, ampak mene bolj zanima en drug avto in sicer tistle rdeč tamle zadnji. Tole je ta nova Octavia RS, po ta novem ponuja 245 konjev pa 6,6 sekunde do 100. Zraven stoji ena najlepših hostes na tem salonu, ampak to ni toliko pomembno kot to, da je ta avto za 25 konjev zmogljivejši, kot je bil prej, ima pa tudi novo elektronsko krmiljeno mehansko špero. Pa še nekaj sem pozabil. Lega, Citigo, tudi ta je prenovljen. Ok, zdaj pa The Big Kahuna, Volkswagen, pripeljali so od tega naslednika Passata CC, ki se imenuje Arteon in jaz si ga še nisem pobliže ogledal, tako da, ne, gremo. Tale avto, ki je tukaj, je še posebej opasan, zato ker je opremljen s paketom Airline, ampak mene bolj zanima, kakšen je feeling znotri. No, tako da ti povedal, presenetljivo prostorno, prostora za noge imam ogromno, za glave tudi, kar se pa tukaj kabine pa armaturke tiče. Najbolj, da pokažem. Vidiš možakar se malo igra z vmesnikom, preverja, če je odziven tudi na kretne. Kar se pa celotnega videza tiče, pa zgleda vse skupaj zelo clean. Pač Volkswagen. A veš, zakaj sem se spredi usedel? Zato, ker folk pravi, da je tale vmesnik zelo odziven, pa me zanima, če je res. Res je. Kaj pa tale rumena? Ja, ne, mogoče. Pa da noter rekel, da sem pozabil na Tiguana Allspace. Ta zadeva je od navadnega Tiguana daljša za 21 cm pa pol. To pomeni, da si lahko misliš zadnji tudi dodatna 2 sedeža. Slovenijo pa mislim, da prije septembra. V bistvu se kar pozna, da ima večjo rit, veš. Dobro, pa tegale so še rekli, da ne bi bilo neumen omeniti. Imenuje se Volkswagen ID Buzz. To je seveda koncept, ne, ampak napoveduje pa serijski kombi, ki bo oblikovan tako kot tale koncept po vzoru legende Bullija. Bil ne bil električen, prišel ne bi leta 2022, pa lega tega junca. Prav, da je z volana, samo ne verjamem, čist najbolj. Do vsega skočimo, pol imamo pa Volkswagen koncern končan, pa lega tega, no. Ki nabiti boki, cel avto je čist preveč zloben, imenuje se pa Seat Leon Cupra Racer Evo 17. Je to luklo, no? A se ti hecaš? Kaj pa tukaj, ki je spoiler upet zgori, pa ne spodi? Heca, ne? Pa spodi polička za sok, pa tako naprej. Veš, pri Seatu so na vse misle. Lej, takole zgleda pa znotri. Veš, kako hitro me športni avti zanese, ne? V bistvu sem na Seat prišel pogledati Ibico, ker to je edina prava novost, ki so jo pokazali. Leja. Gre za novo generacijo, ampak nekako jim je uspel, da zgleda skoraj tako, kot prejšnja. Vidiš, takole zgleda pa kabina, gospa se pa ravno kar igra z vmesnikom, ki je občutljiv na dotik. In to je to, kar se tiče Volkswagen koncerna. Evo, preživeli smo.